Vem, stvari so včasih očem lahko skrite in prepričan sem, da niste takoj opazili, kaj je ta moment namen novega. Pa vam malo pomagam. Sem zadnjič kupil nov strižnik za lase, ki jih pobrije na vsega 0,2 mm, zato je ta moment moja glava kaj en šmirgal. Noro. No, ampak zaradi avtomobila smo tukaj in prepričan sem, da niste takoj opazili, da je tole v bistvu prenovljen Yaris Cross. Ha! 3 leta so od tega, odkar smo nazadnje imeli na testu Yaris Cross in vem, da mi je bil takrat ful všeč, se pa hkrati spomnim, da me je motila ena stvar, pa vam kar takoj povem, da so jo porihtali. Očitno mi berejo misli. Ali pa gledajo volanove teste, se drugega ni. Ker je za pogledati od nekdaj tako zanimiv, oblike niti niso spreminjali, sem moral prav poiskati fotke prejšnjega in tega prenovljenega in evo jo spremembo. Tale okvir meglenk je zdaj malo drugačen. Noro. No, ampak tudi to nekaj pove. In sicer, da je oblika toliko dobra in toliko zanimiva, da tudi po 3 letih še ne potrebuje pomlajevanja gubic. V bistvu sta me takrat motili 2 stvari. Sem se pa na ta drugo spomnil šele sedaj, ko sedim v prenovljenem Yarisu Cross. Odkar je prvič zapeljal na ceste, pa do danes je Toyota ponudila kar nekaj novih modelov in vsi po vrsti imajo bolj sodoben multimedijski sistem. In v bistvu zato je tega potreboval tudi Yaris Cross. In zdaj ga v bistvu ima. Prej me stari ni motil, zdaj ugotavljam, da dejansko me je, ker je tale veliko boljši. Merilniki pred mano imajo 12,3 palca diagonalo, večji je pa tudi tale osrednji zaslon, ki je zdaj 10,5 palčni. Ampak je tudi bistveno bolj odziven in logičen, zna se brezžično povezati z Androidi in Appli, navigira pa s pomočjo internetne povezave, zato točno ve, kje je veliko prometa in podobno. Ok, Japonci ne morejo iz svoje kože in kakšna stvar je za moj okus še vedno preveč zakomplicirana, ampak zdaj vsaj lahko rečem, hej Toyota, moram jo zbuditi. Hej Toyota, How can I help you? I'm cold. In zdaj mi bo ali dvignila temperaturo, ali pa mi bo avto zabrusil, da naj se neham briti na 0,2 mm. Ne, kar vključil prezračevanje. No, sej, lahko počasi zaključim z opisovanjem tele notranjosti. Zdaj je tole ful bolj sodobno, predvsem zaradi tega osrednjega zaslona, ki je v bistvu tudi poskrbel, da se je tale sredinski del malo spremenil. Sedim pa v tem avtu od nekdaj super in to je to. Yaris Cross je marsikje po Evropi najbolje prodajen Toyotin model, tudi pri nas je, in v samo nekaj letih so jih prodali več kot 200 000. Ampak zakaj vas pa veliko izbere raje Yaris Cross in ne navaden Yaris? Zaradi 2 stvari pravzaprav. Malce večjega prtljažnika in nekaj več prostora tule zadaj, predvsem pa zaradi višjega sedenja. Ampak je Cross na srečo vsem dovolj majhne sorte avto, da se večja oddaljenost od tal ne pozna in je zapeljati še vedno krasen. Stvar, ki me je v bistvu motila pred prenovo, je bila hrupnost, zlasti pri močnejšem pospeševanju. In to so zdaj večinoma odpravili in sicer na 2 načina. Prvi in bolj simpel so debelejša stekla, vključno z vetrobranskim, drugi pa izboljšave na hibridnem sklopu. Če boste izbrali kakšno bolj bogato opremo, naprimer Style, GR Sport oziroma tale novi Premier, bo pod kožo močnejši hibridni sklop z močnejšim elektromotorjem in v tem primeru bo 1,5-litrski bencinsko-hibridni sklop ponujal ne 116, ampak 130 konjičkov. In predvsem bistveno več navora, namesto 141 kar 185 Nm. Takšnega vozim zdaj in lahko takoj povem, da je razlika očitna. Je bolj tih, seveda tudi bolj živahen, ampak v bistvu tega nisem prej pogrešal. Sem pa mirnost in uglajenost in tega je zdaj več. In pol sekunde manj potrebuje do 100, ampak na nivoju super vse ni, zato se mi ta podatek ne zdi toliko pomemben. Evo, se mi pa recimo podatek o povprečni porabi 4,5 litre, brez težav. Ok, zaključim lahko s tem, da tudi varnostni sistemi zdaj delujejo bolje in jih je že v serijski opremi več. Sicer me po večini ta dodatna piskanja motijo in nisem ravno pristaš neštetih varnostnih sistemov, ampak spet, tukaj ni kriva Toyota, temveč evropska zakonodaja. Mogoče bo za zaključek boljša tale misel. Razlik in sprememb v bistvu ni toliko, da bi lastniki prejšnjega Yarisa morali laufati v salon po tega in hkrati jih je dovolj veliko, da z nakupom vsem počakajte, da tale pride k nam. Boste v bistvu še bolj zadovoljni. Tako kot sem jaz recimo s svojim novim strižnikom. Ok, zdaj pa res neham, sicer ga boste vsi hoteli imeti.